odpustimo sami sebi. Najpomembnejše je, da se naučimo odpustiti sami sebi. Odpuščanje je najvišja oblika ljubezni. Naučimo si odpustiti vse, kar mislimo, da nismo prav storili. Naučimo se osvoboditi vseh teh neprijetnih čustev, ki smo si jih zadali sami in jih nosimo v sebi morda že leta in leta. Zdaj je čas, da se oblijemo z vso to ljubeznijo, z vso ljubeznijo, ki je vse okrog nas, z ljubeznijo, ki je v nas, ter se učimo imeti sami sebe radi, ter se popolnoma sprejemati. Brezpogojno se imejmo radi, zato odpuščajmo, ter se tako osvobajamo vseh bremen in bolečin, ki jih nosimo v sebi. Imejmo se radi, ljubimo sami sebe, ter se popolnoma sprejemajmo. Imejmo se radi, ljubimo sami sebe, ter se popolnoma sprejemajmo. Zaslužimo si to. Vedno je lažje drugemu odpustiti, kot pa samemu sebi. Vsakodnevno smo vsi na preizkušnjah in tako hitro naredimo kakšno napako. To je popolnoma normalno. To je življenje. Težava je le v tem, ker si to potem očitamo in tako tej napaki dajemo še večjo težo, kot bi jo bilo treba. Na vso moč se osredotočamo na to, kar smo narobe storili, in tako ta napaka le še raste in postaja večja in močnejša. Mi pa s tem vedno bolj trpimo in vedno bolj mučimo sami sebe. Motiti se je človeško, saj se pravi svojih napak učimo in rastemo na svoji duhovni poti, ter tako postajamo sposobni se srečati še z večjimi stvarmi. Dajmo si priložnost, da smo to, kar smo, ter cenimo sebe kot osebo, cenimo sebe kot čisto dušo, ki si zasluži ljubezni. Ne bodimo preveč strogi do sebe, ter se ne kaznujmo in obsojajmo. Šele ko si bomo znali oprostiti, šele takrat se lahko pomaknemo naprej, ter se ponovno osredotočamo na stvari, ki so res pomembne v našem življenju. To ne pomeni, da smo neodgovorni, to pomeni, da se učimo iz svojih napak, ter tako rastemo
in se osvobajamo vseh svojih bremen. Ko enkrat odpustimo sami sebi, se bomo zagotovo še kdaj znašli v podobni situaciji, vendar bomo takrat znali ravnati drugače, saj smo se iz prejšnje napake nekaj naučili. Prav odpuščanje je vedno osvobojajoča izkušnja, ki nam omogoča, da imamo znova pod nadzorom svoje življenje in s tem postajamo srečnejši in svobodnejši. Nihče ne dela nekaj zato, ker bi želel nekomu škodovati. Tudi sami ne delamo tega, ker bi radi nekoga prizadeli. Vsi smo v danem trenutku naredili točno tako, kot smo takrat znali najboljše. Mnoga dejanja so bila storjena v naši nemoči, v naši stiski, v pomanjkanju ljubezni. Zato se danes ne obtožujmo. Danes znamo drugače, takrat nismo. Oprostiti sebi pomeni ponovno se vzljubiti, se imeti ponovno radi. Tega se moramo naučiti, ter se tega zavedati. Oprostimo si za vse svoje napake, ki smo jih storili. Nihče nas ne sodi, sodimo sile mi sami. Zato se učimo oproščati in odpuščati. Odpustiti ne pomeni pozabiti, temveč nehati stiskati človeka za vrat, nehati stiskati sami sebe in nehajmo se mučiti. Odpuščanje nas osvobodi nečesa, kar uničuje našo rast in sposobnost ljubiti sebe, polna in iskrena. Naučimo se odpustiti. Naučimo se imeti radi sami sebe. Naučimo se odpuščati. Preprosto si le recimo na glas: odpuščam si, odpuščam si, odpuščam si. Odpuščam si, odpuščam si, odpuščam si. Odpustimo sami sebi, nihče nas ne obsoja. Sprejmimo sami sebe prav takšne, kot smo. Sprejmimo se z vsemi svojimi napakami in pomanjkljivostmi. Imejmo se radi ter se popolnoma sprejemajmo. Odpuščajmo ter se oblivajmo z vso ljubeznijo. Vsi si to zaslužimo in prav je tako.